Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In danes smo v občini Vojnik. To je najina pot, ki bo trajala približno 45 minut. Trenutna lestvica najboljših občin je še čisto siromašena, pa da vidimo, ali bo Vojnik prehitel Lukovico. Vozimo se po Magedanski cesti in najin voznik Tico ni najbolj navdušen. Skrbi ga, kam se bo omaknil, če nama nekdo pripelje nasprot. Ampak poglejmo, kam naj v ta pot pripelje. Pravkar sva parkirala pri hiši na ranču Kaja in Grom. Iz hiše je stopila prijazna gospa, ki nama je pokazala okoli ter povedala več o tem kraju. Ranč Kaja in Grom združuje živali, naravo in ljudi že več kot 35 let. Filozofija ranča temelji na spoštovanju živali in zagotavljanju njihovega dolgega in kakovostnega življenja. Živijo, Bog dej. Videla sva konje, ponije, koze in še mnogo več. Res luštna lokacija. In se že peljeva proti Svetem Tomažu. S pomočjo Google Eartha sem načrtoval pot, tako da sem v bistvu na zemljevid postavil tistega rumenega človečka in preveril, kje moram zaviti. Med potjo pa sva še uživala v čudovitih razgledih. In sva pri cerkvi Svetega Tomaža. To je pravzaprav večja kapela iz 19. stoletja. Poleg nje stoji še mogočni črni gaber, star skoraj 600 let, s premerom debla 325 centimetrov. In sva že v centru Vojnika. V preteklosti ga je prizadel hud požar in uničil skoraj vse hiše. Danes pa so te obnovljene in kot del kulturne dediščine ohranjajo podobo iz 19. stoletja. Kasneje sva se ustavila v središču Vojnika na kavici. Med sprehodom po centru sva naletela na eno od debelejših turških lesk v Sloveniji s premerom 290 cm. Seveda sva se mogla ustaviti pa malo posneti. Najina naslednja destinacija Dvorec Tabor. Malo bo raziskala posestvo z lepim parkom za zgradbo. Tabor je dvorec, zgrajen po letu 1524, s strani viteza Jurija Lindeškega, je 13-stropna zgradba s kvadratnim tlorisom. Lali, lej, tist kamen je čist v obliki Slovenije. Nedaleč stran še en grad, in to je grad Lemberg, ki sega v 12. stoletje. Bil porušen leta 1453, obnovljen leta 1584 in večkrat prenovljen. Danes gosti dogodke, kot so poroke. Seveda pa ne mora spregledati tega lepega razgleda. Pa pojdiva nazaj v dolinco, v vas Polže, ki jo sestavlja 5 domačij, Mida pa bo iskala eno izmed njih, Soržev mlin. To je 700 let star vodni mlin, ki še vedno deluje danes.
Lokalno pridelano žito melejo med naravnimi mlinskimi kamni v različne vrste polnozrnate moke, kar zagotavlja višjo hranilno vrednost. Na koncu mlina Roton moko preseje in jo zapakira v papirnate vrečke. Nazadnje sem obiskala še žago, kjer prikazuje prvotni način žaganja hlodov. Obiskovalci lahko tako živo opazujejo zgodovinske tehnike obdelave lesa. Za vsak kotiček te domačije je res lepo poskrbljeno, kot lahko tudi vidite. Če želite obiskati Soržev mlin, pokličite prej in se naročite. In pa še en mehen prigrizek za mojega Matička. Za konec sva obiskala Frankolovski bazen, odličen kraj za osvežitev poleti. V bližini so tudi dvorec Majpingel, graščina Socka in graščina Frankonova. Druga od 212 občin Končana. Zanimiva občina in na najini lestvici trenutno zasede drugo mesto. Hvala, da si vzel čas in pogledal najin video. Ne pozabi se naročiti na najin kanal, ker je to popolnoma brezplačno. Všečkaj video in se imej lepo. Mi se pa vidimo v naslednjem videu. Čau!